V poslanski skupini Slovenske demokratske stranke smo pripravili spremembo zakona o socialno-varstvenih prejemkih, ki je bil sprejet leta 2010 v času vlade socialnih demokratov. Predsednik vlade je bil takrat Borut Pahor, minister za delo, družino in socialne zadeve je bil dr. Ivan Svetlik, državna sekretarka pa sedanja ministrica Anja Kopač-Mrak. Vsi našteti, ki so sodelovali pri sprejemu tega zakona, vedno veliko govorijo več socialne države. Ko so pa sprejemali ta zakon, torej to zakonodajo, pa je vsakomur jasno, da je ta zakon antisocialen in tudi antisolidaren. Po naši oceni je prepoved razpolaganja z nepremičninami, ki ga je Svetlikov zakon uvedel, je nesorazmerni ukrep in prav tako je tudi nesorazmerni poseg v pravico do socialne varnosti. Zato smo vložili spremembe tega zakona. V Sloveniji se revščina povečuje. Samo za primer, leta 2012 je bilo prejemnikov denarne socialne pomoči 418.211, medtem ko se je število prejemnikov v letu 2014 povečalo na kar 572.346 prejemnikov. Torej, podatki zgovorno kažejo, da se število prejemnikov socialnih pomoči ne glede na sprejem tega zakona ni zmanjšalo, torej ni bil dosežen cilj, ki so ga zagovarjali gospod Svetlik in sedanja ministrica gospa Kopačeva. In še kritične posledice zakona, ki ga je 2010 sprejela vlada Boruta Pahorja, je pa znižanje prejemnikov varstvenega dodatka za 78%. To pa je alarmantni podatek, ki kaže na manj socialne države, namreč ljudje, ki so se zavedli, da je s spremembo te zakonodaje prišlo tudi do prepovedi razpolaganja in prepovedi obremenitve nepremičnin prejemnika denarne socialne pomoči in varstvenega dodatka, so se temu varstvenemu dodatku raje odpovedali. Še to se mi zdi pomembno povedati, da prejemniki socialnih pomoči in tudi prejemniki varstvenega dodatka morajo najprej izpolniti stroge kriterije, da so lahko sploh upravičeni do teh dodatkov, torej po naši oceni do zlorab skoraj ni mogoče priti. Sedaj pa na kratko cilji in poglavitne rešitve predlaganih sprememb zakona o socialno-varstvenih prejemkih. S predlaganimi spremembami zakona se zasleduje načeli: socialna država, sorazmernost ukrepov države za zagotavljanje socialne varnosti. S predlaganimi spremembami zakona se zasleduje cilj dostopnosti in s tem učinkovitosti socialnih transferjev, predvsem varstvenega dodatka. Poglavitne rešitve. Predlaga se, da se z zakonom o socialnih varstvenih prejemkih črtajo določbe, ki določajo vpis prepovedi odtujitve in obremenitve nepremičnine za prejemnike denarne socialne pomoči in varstvenega dodatka ter celotne obveznosti vračanja prejete socialne pomoči iz dediščine prejemnika socialne pomoči, in sicer za prejeto denarno socialno pomoč, prejeti varstveni dodatek, oprostitve plačil socialno-varstvenih storitev in prispevka k plačilu sredstev, namenjenih za plačilo oziroma doplačilo pravic družinskega pomočnika. Omejitev dedovanja po 128. in po 129. členu zakona o dedovanju se ne uporablja do sprejema nove ureditve dedovanja, ker bo mogoče to rešitev ohraniti, sprejeti drugo sistemsko rešitev, ki bo zagotovila bolj dosledno spoštovanje načela pravne države z izjemami od tega pravila, ali pa določiti, da se socialne pomoči v celoti ne vračajo iz dediščine ter ohraniti status pomoči in ne brezobrestnega kredita. In še za konec, ta predlog sprememb zakona, ki smo ga danes predstavili tukaj, torej ki ga predstavljamo tukaj na tiskovni konferenciji, je predlog poslanske skupine Slovenske demokratske stranke, tako da koalicija in vlada Republike Slovenije imata možnost, da ta zakon popravita in ga spremenita tako, da bodo njegove rešitve najbližje vsem, ki se jih ta zakon dotika.